Gostovanje v Kopru in predzadnja tekma sezone se je končala z remijem in s potrditvijo končnega drugega mesta v tej sezoni. Na koncu Koper-Maribor 1:1 v tekmi, ki ni ponudila veliko vrhuncev, malo priložnosti, veliko prekinitev in obrobnega dogajanja. Prelomen trenutek v prvem polčasu med 15. in 20. minuto, ko je ekipa ostala brez dveh pomembnih členov, najprej izključitev Hilala Sudanja, potem pa še poškodba Jana Repasa. Domačini so to unovčili z golom prednosti, toda mariborska zasedba je z vztrajnostjo v drugem polčasu prišla ob koncu tekme do zasluženega izenačenja, za katerega je z 11-metrovke s svojim 11. golom v sezoni poskrbel Benji Tete. Nekaj vrhuncev nedeljskega večera v Kopru v nadaljevanju. Ja, jaz sem že pred tekmo rekel, da hočem, da danes rešimo to drugo mesto. Siguran sem, da če bi igrali 11-11, da bi to tekmo zmagali. Moramo igrati še zadnjo tekmo, tudi to tekmo želimo zmagati in sigurno ne bo nobenih popuščanj. Tisti rdeči karton nas je kar presekal. Mislim, da smo imeli nekako pod kontrolo igro. Ja, težko je bilo, ampak sem vesel, da smo skupaj stopili, da smo drugi polčas prišli ven, da smo pokazali, da hočemo zmagati, da želimo prvo izenačiti, potem zmagati, ampak mislim, da tudi, če gledaš celo tekmo, ni ena najboljših predstav naših, ampak smo zgurali to piko, ki smo jo tudi potrebovali. Končnih 1:1 torej pomeni potrditev končnega drugega mesta v sezoni 2024-2025. Zdaj sledi samo še zaključno dejanje. Vabljeni vsi v Ljudski vrt naslednji vikend, ko sezono zaključujemo na domači tekmi proti Nafti.